Yo, 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 come on, what up, and let's go. Sneta stari znanci, instagramci, facebookaši in ostali pristaši. A vas sploh zanima, kva tukaj dogaja? Na kavču z mano sedela bo raja. Uživo bo tekla naša beseda, sproščen pogovor, spoljan, seveda, kul atmosfera in kupica vprašanj. Zbrani bodo gosti vsi spoljan. Ma dosti zdaj repanja, to mi res ne gre. Če da se ta podcast začne. Za konc vam povem še njegovo ime. Poljanski kavč, v zvezde naj gre. Ojke, radovedni ljubitelji kavča in dobrodošli v novi epizodi novih pogovorov na našem poljanskem kavču. Hvala, ker nas gledate, poslušate in spremljate. Danes gostimo predstavnika moje generacije, soseda, Prulčana, ljubitelja kolektivnega duha, vojaškega častnika, pustolovca, pomorca, očeta, boksarja, nekdanjega plavalca, igralca vodne košarke, ragbijista, dezerterja Jugoslovanske ljudske armade in odlikovanega veterana vojne za Slovenijo. Ljubitelja morja, teatra, potovanj, različnih izzivov, poznani glas ekonomsko-propagandnih sporočil in sinhronizatorja risank, poklicnega dramskega igralca in nekdanjega Poljanca. Z nami na kavču Lotos Vincenc Šparovec. Čau Lotos, živijo? Živ. Zelo smo veseli, da si se odzval našemu povabilu na poljanski kavč. Hvala za vabilo. Zdaj, ko si vse to naštel, to pomeni samo ena stvar, da sem že strman, da se bo vse to počel. Res in izkušen, veliko si dal skozi, v velikih zgodbah si, veliko zgodb si ustvarjal, veliko si naredil. Seveda, stara sva oba, seveda. Naj poudaram, da si prvi iz nabora bivših Poljancev, tako da res smo veseli, da si se odzval. Odzval si se zelo pozitivno. Napisal si nam, Poljane so zakon, vsekakor bom sodeloval z vami na poljanskem kavču, tako da res sem bil vesel, da si se pozitivno odzval. Da me pa zanima, Lotos, a si že bil kdaj na kakšnem podcastu? Jaz sem malo gledal po netu, da bi najdel, če si že kje bil, razen v MGL-u. Ne, da bi se spomnil. Sem se zataknil v analogni dobi, tako da nisem bil še niti sekunde na nobenem socialnem omrežju, Facebook in Instagram, ne vem. Ne poznam teh paralelnih svetov še. Verjetno se bo treba tudi v to počasi vključiti. Ampak ne, da bi vedel. Mislim, da so me na televiziji enkrat spraševali in so pol eni rekli, ti si pa ful dobro povedal, ki je bilo 1 minuto o umetnosti in si mogel v 1 minuti artikulirati, kaj je zate največje umetniško delo, ali kaj te je kot umetnika najbolj inspiriralo. No. In takrat sem se tako kot sem pač citiral, mislim, da Martina Scorseseja. Veš kaj, ker sem jaz iskal podatek, a si bivši Poljanec, tega podatka nekako nisem našel. Nekako v vseh teh intervjujih pa tega nisem našel. Potem sem se obrnil na vodstvo šole in sem rekel, a mi lahko date, prosim, podatke naših maturantov. In niso imeli. Oni imajo podatke do 2005. leta. Pa sem se pa spomnil, da imamo mi nek zbornik, ki smo ga izdali za 120-letnico naše gimnazije. In tam not sem te našel. In zdaj te bom vprašal, kako lahko pojasniš, da ni zaslediti v intervjujih nekako tega podatka, da si Poljanec. To ni čist jasno. Ker tvoje življenje nekako opisuješ od akademije dalje. A veš? Ja, to ni res. Najbolj avtorska stvar, ki sem jo kot umetnik dal od sebe, je predstava oziroma dogodek, ki ga trenutno igram, to je Človek v morju in tam grem malo bolj nazaj. Je pa res, da kar se nastopanja tiče,
Jaz do akademije nisem vedel, da me bo ta poklic zaznamoval in da bom to počel v življenju, tako da je bilo to neko križišče, odločitev, da grem na sprejemne izpite, na katere sem prepričan, da bi šel samo enkrat. Takratna profesorca za slovenščino mi je pomagala, pa takratna punca pri tej odločitvi, tudi Poljanka. Je pa res, da če zdaj pogledam mestno gledališče, mislim, da je pol ansambla Poljancev. Tako da če Poljanc biti kot igralec je tako kot neki, valjda, kaj pa drugega. To je brand. Prvaki so Poljanci, mislim, kaj pa. In lahko rečem, da so to najlepša leta mojega šolanja, ko še nisem vedel, kaj bo moj poklic, bil sem upisan in na pravo in na ekonomijo in pol si rekel res, pol sem še vojaško šolo naredil, pa pomorsko. Ampak mislim, da je igralstvo edin poklic, kjer lahko potuješ po vseh teh svetovih, ki sem jih zdaj naštel, pa ni treba vsakič iti res študirati, pa fakultete narediti, ampak si na mestu, si na odru, preko dramaturških razčlemb, pa pogovorov spoznavaš zelo zanimive ljudi in se bližaš resnici te tuje zgodbe. No. Tako da je edini poklic, kjer lahko potujem, pa sem na mestu. Je pa Poljane, kot rečeno, bilo neka osvoboditev v mojem življenju, take pretočnosti, pa tako lepega časa, ki sem ga tukaj preživel kot del nekega šolskega sistema, ni bilo ne prej, ne kasneje. Loto, živeli ste na Prulah. Kako to, da si se odločil na upis na takratno šolo za družboslovje, jezikoslovje in splošno kulturo Vide Janežič? Ko se je ta šola takrat imenovala, a si se načrtno odločil, da greš na to šolo zaradi jezikov, družboslovja in tega, ali pač, kaj je to ta najbližja šola bila v okolici? Odločil sem se zato prvič, ker nisem vedel, kaj bi počel? Mislim, za konkreten poklic. Znanje me je zmeri zanimalo, bil sem vsaj povprečno inteligenten, se mi zdi, v osnovni šoli, kar pomeni, da sem se brez učenja bil prav dober, mislim, nekako. Profesorca na osnovni šoli nam pozabil nikoli v življenju je bila Renata Cizelj, žena od enega veleposlanika v Avstraliji. In ona je rekla, če hočeš imeti 5 geografijo, boš znal nemo karto sveta. In to, kar je pomenilo vse države, vsa glavna mesta, vse zastave, morja, reke, v glavnem gorovja, vse to. In jaz sem se to vse naučil. In to je bil ampak iz dolgčasa in iz inata. In to je meni odprl svet. Če si pa odpiraš svet, seveda v svetu je tudi komunikacija važna in seveda posledično je treba tudi kakšen jezik se naučiti. Kje jezike vse govoriš? Vem za ruščino, verjetno angleščino? Ja, govorim bolj slovenščino, žal, zato ker ne prakticiram teh jezikov. Ampak na Poljanah sem se učil prvi jezik angleščina, drugi jezik ruščina in tretji jezik nemščina. Takrat ste imeli, ker so bile tako velike generacije in majhna šola, ste imeli sprejemne izpite. Se mogoče spomniš teh sprejemnih izpitov? Ja, spomnim se sprejemnih. Kaj je bilo treba delati? To je danes nepredstavljivo. Jaz sprejemnih izpitov nisem naredil na Poljane. To je še ena zgodba zraven. In je res, ker takrat sta bile 2 šoli, tako bomo rekli malo dvigneni, in to je bila naravoslovna Bežigrad, družboslovna Poljane, ostalo je bilo pa usmerjeno izobraževanje. Se pravi, so bile šole, ki so že usmerjale v poklice in definirale poklic, in jaz sem bil prav dober, zmeri. Nisem hotel biti, da me imajo za piflarja na osnovni šoli, nisem se hotel javljati. V glavnem sem po liniji najmanjšega odpora bil prav dober. In to je bilo premalo. Po točkah. Za Napoljane. To je bilo premalo za Napoljane, ja.
In vem, da sem bil tik pod tisto črto in pol plan B, kaj pa zdaj, vi nisi naredil, družboslovna šola Ivančna Gorica. Isti program, ko Poljane. In si šel tja. In sem se en teden vozil v Ivančno Gorico in tam je pa v eni šoli, kjer je sred polja je ta šola in not je še kovinarska šola bila, not je bila vrtec, osnovna šola, družboslovna pa kovinarska in je bilo zelo. In pol vem, da smo že tretji dan šli, ko smo zamudili šolski avtobus nazaj živinskim vlakom in meni se je to tako zdelo, da sem v tam Tom Sawyerju, res me je očarali. In po 3-4 dneh so mi javili iz Poljan, da je bilo toliko teh, ki so naredili sprejem na Poljane, da je bilo v bistvu njihov prvi izbor naravoslovna Bežigrad in so šli pa na obe dve šoli delati sprejemne izpite in toliko jih je šlo v bistvu teh odličnjakov, bomo rekli, in te, ki so te sprejemne, sploh se ne spomnim, mislim, da je bila slovenščina, matematika, angleščina sprejemni izpit, jih je šlo na naravoslovno, na Bežigrad, jaz sem bil pa zgleda tik pod to črto, da sem bil naknadno povabljen razred prvi G. V G-ju si bil. V G-ju sem bil. Mislim pa, da je šlo takrat G, H, I, K, do K je šlo. In tam ste imeli 2 turnusa? Dva turnusa. A to je bilo skozi isto, ali ste malo menjali, malo A pa malo B, ali skozi popoldan? Ne, en teden dopoldne, en teden popoldne. In ti si bil turnus? Jaz sem bil B. B turnus. B turnus, takrat je bilo tako, da bomo rekli etablirani profesori, starejši, bomo rekli bolj konzervativni, bolj mogoče bi lahko rekel togi, ampak z nekim z neko vsebino, z neko patino in neko težo, bomo rekli, so bili v B. So bili v A. V A. V B, ne? Je bil pa bolj, bomo rekli, avantgarda, no? Je bilo bolj nekako sproščeno. Se mogoče spomniš kakšnih imen teh ljudi v A je bil seveda, v A turnusu so bili seveda na čelu, je bil Vagaja, takrat oba dva Vagaja, ne vem kako, že mož in žena, potem je bila Pohar za francoščino, gospa, pol je bila Hvala, pol je bila Brelih, Lipej, biologija, kemija, pol je bila Neubauer, to so bili oranki imena in tudi, če bi delali reprezentanco po znanju, Poljan bi bili verjetno v tej reprezentanci bolj dijaki iz A turnusa, če bi pa delali reprezentanco iz nekega svetovljanstva, pa mogoče frivolnosti, pa neke pretočnosti, pa nekega socialnega odziva bi bili pa B turnus. Pri meni v B turnusu si imel pa vse, za nemščino sem imel najtežji, seveda predmet je bil nemščina, zame je bila omenjena gospa Neubauer, najbolj, bomo rekli, tradicionalen tip profesorja, na drugi strani pa najbolj liberalen tip profesorja je bil pa Albert Avguštinčič, za psihologijo, filozofijo, kjer smo hodili v Tivoli se pogovarjati, kje pa druge, mora biti inspirativno, če se v filozofiji pogovarjaš, se težko učilnici. Ampak ja, vse. Kakšen dijak si bil to? Si bil zagnan, zagrižen že na Poljanah, ali si tudi bil, ali si vlekel isto špuro kot iz osnovne šole? Mislim, da sem bil fair dijak. Mestoma je bilo tako, da predvsem sem bil blažen med ženami, ne vem, kako je danes to, ampak takrat je bila Poljane, so bile punce v veliki večini, mi smo imeli rekord. Pazi tole zdaj, jaz sem šel gledati v ta zbornik. V tvojem letniku je bilo 259 dijakov vseh. Od teh 259 dijakov je bilo 223 deklet in 36 fantov. To pravi, 1/8 fantov v letniku. Ja.
Pa to je še veliko. Ti si hodil na dekliško šolo v bistvu. V bistvu, ja. In nič me ni motilo, še celo prijal mi je, bom rekel, v tem. Celo, takrat sem rugby treniral, celo marsikateri je rekla, da se zelo varnega počuti ob meni, da sem bil tudi malo zaščitnik, rekel, teh naših. Se spomniš kakšne situacije pa dogodka na Poljanah, ki si ga zapekel v spomin? Kakšen joke, kakšno, ne vem, mogoče kaj dobrega, kaj slabega, kaj hudega? To bom na prejšnje vprašanje malo vezal. Ja, mi smo postavljali standardne oziroma nas je zmeri zanimali, vedel sem, pa še recimo moj sošolci bil Luka Basin, pa Istok Stržinar, ne, pa še njih par. Z njima dvema, recimo, da smo imeli Monty Python, se je takrat gledal, ne, Flying Circus, in tudi v zraku je bila neka avantgarda, bom rekel, ampak na steni je pa še zmeri visel maršal, ne, Tito, ne, tako da si imel na eni strani še nek krušek časa, ki ga ni več, imel si nek sistem, proti kateremu smo se vsi že mestoma norčevali z njega, in smo dvigali prak, dokje lahko gremo, tolerance, ne, v nekih provokacijah, raznih. Ja. In takrat vem, da je Vogrinčič po šolski radio smo imeli, ki je med glavnim odmorom deloval, in vem, da je takrat so še streljali salve pri temu spomeniku narodnih herojev, in vem, da je takrat Vogrinčič rekel, upam, da nam je preveč golobov splašil, ko bojo streljali, kot nek, bomo rekli, cinizem rahli na dogajanje v počastitev talcem, ne, v bistvu, kaj je ta spomenik pri šoli. Drugo, kar pa je, mi smo pa, bomo rekli, naredili inštalacijo, ne, in res je v razredu še zmeri visela slika maršala Tita, pa da ne bo pomote, jaz obdobje 80-ih let rečem kot nek žlahtni socializem in mislim, da so bili ljudje veliko bolj povezani, kot smo danes, tako da v tem času nimam jaz, ko sem bil takrat v puberteti, nič slabega za reči, ampak vsem. Mi smo bili v drugem nadstropju, gor smo imeli razred in pol vem, da smo od spodaj pod nami je bil seveda razred, smo to sliko od Tita navezali na špago in smo čez okno spustili, kot da od spodaj je bil pa 4. ali 3. P, meni se zdi, ali I, F, in je tam profesorca predavala, mi smo imeli frej uro, in je naenkrat tako med predavanjem oziroma uro je zatemnitev okna in pride Tito. In seveda je bil šok in pol, kaj pa je zdaj to. In pol smo, mislim, da smo opomin dobili, še zmeraj je bilo pa pri profesorjih toliko teh, bomo rekli, pretočnosti, da so to razumeli kot humor, ne kot neko zlonamerno dejanje. No in okej, dobimo upomine in to. In naslednjo uro, ko smo imeli frej, pač ni šel Tito dol, ampak smo šli naprej, ne, smo šli pol bolj v abstraktno umetnost, je pa stal prišel dol in je imela stal in pol je šla, sicer ni bil tazga revolt, ampak vsem, da tudi stola ne bi, pol pa mislim, da še enkrat zemljevid prišel, ampak te neke rahle živosti, bom rekel, da si upaš ali pa da imaš potrebo biti mal žleht, ampak ne pa zloben, no, ampak neki, pa mi smo se zelo radi tožili en drugega, kar je danes čist nepojemljivo, ne. Da smo pisali kontrolko in danes seveda, ker se vsi grebejo, je to nekaj svetega, ta kontrolka, ne. In mi smo pa pisali kontrolko in pol, jaz vem, da sem enkrat napisal, da vse v redu, ampak trošica ne povedati, ampak mi trije smo bili, ker smo si skozi delali malo lumparije, da Istok pa Luka sta pa prepisvala. Si napisal na test? Napisal sem na test, da ona dva sta prepisvala in naj res dobro pogleda, ker meni se zdi, ko sem gledal, da ona dva prepisujeta. Ne? In ona naslednjič pride v razred in reče, sem zvedla in naslednjič je pol poštemplala in to, ampak to so bile, tako kot zdaj, ko so rekli,
En je dal darilo za 50-letnico svojemu prijatelju tako, da je dal na bolho oglas za prijatelja, da zastonj da 3 kubike bukovih drv, ne? Ta, ki ima rojsten dan. In pol je na dan, ki je imel rojsten dan, on cel dan mogel dvigovati telefon, ki so ga klicali, če on res daje 3 kubike bukovih drv. No? Ampak take neke štose, to malo se namočati, ampak v enem živi smo, lumpi smo, ampak nič hudega nočemo. Na Poljanah si bil tudi mentor v dramskem okrožku. Ustvarjali ste sokolske večere, sokolski večer z nekimi čitalnicami. Kako je to izgledalo? Takrat si že bil na akademiji. Ja. Prosili so te, da če prideš malo voditi kakšen krožek. Ne. V bistvu so me prosili takrat za asistenco. Mislim, da me je takrat je še učila moja profesorca za ruščino Ana Brvar na tej šoli. In me je prosila v bistvu za pomoč. Jaz nisem bil nikoli, meni se zdi, nosilec tega krožka, sem bil pa pri tem konkretnem projektu, bomo rekli, predstavi v vlogi nekega mentorja za igro. In takrat, če mi bo po čem to ostalo v spominu, je potem, da je bil med temi slušatelji tega krožka, ne, dramskega, nadobudni en mlad igralec, ki se mi takrat v bistvu ni zdel neki blazni presežek. Kolega tvoj, ja. In zdaj pa to moj kolega, ki ga spoštujem in ki je zame en večjih trenutno slovenskih igralcev, Primož Pernat. Ne. In takrat je pa vem s kakim zanosom, pa meni se je zdelo, da vse tako malo patetično, ampak on je tako doživljal, tako zares, pa sem rekel, lej, Primož, v redu, sem malo bolj easy, no, ni treba toliko. Neki, se mi je zdel preveč, ampak kdo bi si mislil, no, da bo tak umetnik. On je omenil, da ste vadili tam Krajnc. Ja, Krajnc, tvoja zemlja je zdrava. Ja, kaj že to? Lega njena najprava. Ja, ne spomnim. Zdaj pa poskusiti preusmeriti na eno debato proti gledališču. Kako se vse začel, a si to prve navdihe dobil na Poljanah s temi recitacijami? Morda ja, morda ne. Kako je bilo? Ja, kar je dejstvo je to, da na ene stvari pač človek nima vpliva. Ne? In ko me je, zdaj spet profesorca za ruščino, Ana Brvar, smo pač brali tudi seveda, poučili in je rekla, ti imaš pa zelo dober glas. Ne? In od tega glasu mimo grede tudi živim, ne? Ker si preomenil, da sinhroniziram risanke, predvsem pa ekonomsko-propagandna sporočila, ki so kar dobro plačana in so mi omogočila marsikatere počitnice ali pa kakšno dobrinco, ki si jo drugače ne bi mogel privoščiti. In je rekla, da imam blazno dober glas in da če bi jaz prišel v recitatorski krožek, ne, in jaz, kaj pa je to? In takrat je bilo, da pač gimnazija, srednja šola za družboslovje in splošno kulturo Vide Janežič je bila med vsemi srednjimi šoli, kar se Ljubljane tiče, nekako zadolžena za kulturno ponudbo. Ne. Se pravi, Poljane, če si hotel kulturni program, recimo na drugih srednjih šolah, ob dnevu kateremkoli kulture, Dan Republike, Dan JNA, vem, da smo bili tudi v domu JNA, ki je bil na železniški postaji, so poklicali Poljane, ne? In mi smo imeli pol program, kaj zaigral, mi smo kaj porecitirali in to je bilo. In takrat sem bil jaz, in to je bilo v 1. letniku, v 4. letniku je bil pa takrat Jernej Šugman in že v tem krožku, z njim smo tudi košarko sem igral, no in pa sem jaz rekel, kaj pa to pomeni? Pa je tako, malo se bomo dobivali in pol te nastope bomo imeli, bomo okoli hodili in meni se je zdel zanimiv, predvsem sem, kaj pa to, ja, malo boš manjkal pri pouku in to mi je bilo najboljše. Se pravi, da to manjkaš, ne, ker imaš vaje pa nastope, to mi je bilo zelo zanimiv, pa ponavadi sem si, res nisem z umetnostjo, čeprav je mama slikarka,
ni bil to gon po umetnosti, po izrazu, ampak je bilo predvsem to, da bom manjkal v šoli, v prvem letniku govorim, pa drugem, je bil to najbolj važen. Seveda sem si pol tudi imel dosti svobodo si izbirati te pesmi in res nisem zbiral tisto, kar mi umetniško najbolj seda, ampak sem zbiral predvsem po dolžini, no? Tako da se ni bilo treba učiti preveč dolgih traktatov, tako da sem rekel, jaz imam kratke pa take bolj močne pesmi. In potem si moral iti v vojsko in šele v vojski nekako si razmišljal, kaj bi počel potem, ko prideš iz vojske. Ja, ni približno, ni res. Da te navežem na ta most na gledališče. Ja, ne, bilo je tako, da pred vojsko sem šel na sprejemne za pravno fakulteto pa ekonomsko. Te sprejemne izpite sem naredil na obeh fakultetah. Pol sem bil po vojski in je bilo res spraševanje samega sebe, a mene to sploh zanima, ne, ker sem se vpisal, ampak če si na Poljanah, je bilo nekako logično nadaljevanje. Poljan je točno te fakultete, se pravi, velikih je šlo na pravo in so zdaj sodniki, odvetniki, na ekonomijo, na novinarstvo, takrat je bil to FSPN, mislim, da se je rekel, današnji FDV fakulteta, pa seveda AGRFT, to so bile nekako, pa filofaks, seveda jeziki. Ne. No, to je bilo nekako, kamor so se kanalizirali po naši dijaki, ne, mislim poljanski dijaki, in jaz sem se pač, nisem še zmeri vedel in sem se na to upisal, naredil, tako da sem tam med te dve, mislim, da bi šel na pravo. Je pa res, da moje takratno dekle je bila Zala Volčič, sošolka, in ko sem bil jaz v vojski, je bilo seveda dolg čas mal, in ona je prepoznala to mojo, ne vem, kako ne zdaj temu rečem, kaj sploh je igralec. Talent. Talent mogoče, ampak to je neko, se mi zdi, naravno stanje človeka, ki ni nikjer doma, ki lahko naseli vsak prostor, kamor ga postaviš. Ali zato sem tudi rad potoval in kjerkoli sem potoval, sem imel občutek, da bi to lahko bil moj dom, in v vsako vlogo, ki sem dobil, sem jo takoj naselil, ker me je tako privlačila in je bila veliko bolj zanimiva kakor življenje, ki ga jaz živim, ki sem mogoče, se mi je zdelo predvsem, kaj pa vem, a sem bil usamljen ali karkoli. No in ona mi je v vojsko poslala knjige Stanislavski sistem 1, 2, 3, 4. In jaz sem Stanislavskega bral in tam so predvsem vaje, kaj se na tej njegovi šoli se dogaja. In ti ljudje na njegovi šoli so se ukvarjali sami s sabo, oziroma kaj bi jaz naredil, če bi, ne, ta znameniti če bi, ker je tudi v igralstvu, nekaj ti vlogo dobiš, če bi bil jaz v tej situaciji, neke te predpostavke. In to, ko je človek v vojski, se mu razmišljati o tem, mene je zelo začarale so te knjige in potem sem se v vojski v bistvu odločil, da se bom vpisal na sprejemne izpite, pomagala mi je pri tem mentorca oziroma profesorca za ruščino, ki mi je zbrala kar tekste, sem rekel, kar zberite nekaj, se ni važno, se me poznate, in mi je zbrala tekste in so me prijavili na sprejemne izpite in te sprejemne izpite, mislim, da 28. junija 1991 sem dezerteral iz Niša, 2. julija in takoj ker sem bil dezerter, sem se priključil teritorialni obrambi, zato zdaj dobivam ta vsa odlikovanja kot veteran vojne za Slovenijo. In sem se priključil teritorialni in 2. julija sem v uniformi teritorialne obrambe, ne, zdaj maras kdo lahko reče, da so se me mogoče ustrašili komisija, ker sem v uniformi prišel na sprejemne izpite, sem naredil sprejemne izpite na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Brez nekih predhodnih velikih izkušenj iz odra? Ne, kle na Poljanah, sam se pravim, to je bilo bolj povezan z, nisem to usodno imel, no, mi je bilo neko druženje zraven, neka potrditev mogoče tudi, ta glas, pa da znam nekaj povedati, nastop, predvsem pa družba. Prezenca tudi verjetno? Možno. Tukaj potem zasledil sem, da si potem v začetkih tvojega študija na akademiji, potem se
kar dosti soočal s tremo. Prvi 2 leti, recimo, si imel blazno tremo. Nasmejal sem se tam, ki si govoril o tem, da si svečo držal na neki predstavitvi, česa in je sveča ugasnila. Grozno nisem, ker sem se upisal na akademijo. Da si se kar mučil prvi 2 leti. Mučil sem se, ker me noben ni mogel prepričati, da je to naravno stanje. Se pravi, da si ti na odru, tam dol pod odrom je cela komisija, ves ta učiteljski zbor z ne vem kakšnimi imeni, ki te ocenjuje in gleda. Ocenjuje in ti se pa delaš, da je vse normalno in ti si pa čist sproščen in kakor da ni nič. Brez treme, čist čist mim grede in kakor da njih ni. Ne? In meni se je zdelo to, kako, ne, se pravi, ti toliko uživaš, da te nekdo gleda. Nisem imel pa, je pa res, da večina mojih sošolcev na akademiji so sanjali že kot otroci, da bojo igralci. Jaz nisem. Res nisem in sem se znajdel tam, ko nekdo bi rekel, ko slon med porcelanom, ampak počutil sem se tujec. No, ampak je bilo pa res, da so pa profesori v tem prepoznali, da sem ta prav material, da nisem še, eni rečejo, zašmeran, da se da iz tega kaj narediti. Ja, in 2 leti jaz nisem v tem, predmetnik se mi je zdel super na akademiji, imeli smo jahanje, sabljanje, izrazne plese. Dogajalo se je. Zanimivo, res odpirali so se neki svetovi, literatura, mentori, Kurun, Schädelbauer, režiserji Zupančič, igravci, Kavaca. Mislim, tam je bilo toliko enih teh magov okoli, da si bil res inspiriran. Pol je bil pa problem, seveda, ko je pa prišlo do te produkcije, ko si pa mogel nekaj pokazati, pa nisi mogel drugače. In že na sprejemnih izpitih, vem, po prvem krogu, naredil pridem skozi prvi krog in v drugi krog nas je šlo recimo 40, v prvem krogu nas je bilo 200, v drugem krogu meni se zdi 40 in pol sprejeli so jih pa 10 ali 11. In po prvem krogu pride ven iz predavalnice Mile Kurun, oče sodobnega gledališča v Sloveniji, zdaj gospod je še živ, mislim, da je star 95 let, naglušen, ampak res super, zelo dober mentor in dober režiser in mislim, da je en od očetov sodobnega slovenskega gledališča. Pride ven in me tako gleda in vidne, kakva je situacija. In mi reče, Lotus, ne, ja, zanimivo ime, pa prav, veš, zna se zgoditi, da boste vi, ne vem, naredili sprejemne izpite, ne. Pa je si, zanimivo, ne. Pa je rekel, sam jaz nisem prepričan, če vi veste, kaj to pomeni. Veš kaj? Ja, biti igralec, ne, to je način življenja, to ni tako, ko ste šli na gimnazijo, pa super, pa to je za zmeri, to je odločitev, ki te spremlja in jo lahko ali si ponosen, ali pa obžaluješ celo življenje, ne. Bomo reševali problem, ko se bo pojavil, ne. Ampak šele kasneje sem razumel, kaj mi je takrat hotel povedati, no. Preroško je bilo to vprašanje in sem se z njim pol kasneje ukvarjal. In res je to, ko vstopiš enkrat v to reko, je lahko inspirativna, lahko je pa tudi, bomo rekli, podpis s hudičem. Kako se pol danes spopadaš s to tremo, ali pa so ti dali na akademiji kakšne rešitve, so ti ponudili kakšne rešitve za sproščanje, za umirjanje? Ja, en od mentorjev je bil Kristjan Muk, ki je bil dosti, na eni strani si imel Dušana Mlakarja, cehovskega mojstra, ki je bil zelo eksakten, praktičen, režiser in ponujal praktične rešitve obrtniške, ker igralstvo je v končni fazi obrt, je ceh. Na drugi strani sem imel pa Kristjana Muka, ki je bil pa mal ezoterik. Je pa neke globine. Poduhovljen. Mal bolj poduhovljen. Ne? In pol smo dihali in prek temu bi danes se rekli, ne vem, ali principi joge, ali budizma, ali karkoli, ali ponotraniti, ali iti z dihom in neke metode s sproščanjem na pol meditacije v bistvu.
Je pa res, to je mislim, da je bil to drugi semester, se pravi konc prvega letnika, steklena menažerija in jaz sem mogel priti na oder s svečnikom in jaz sem se toliko tresel in sveča je bila, da je sveča ugasnila. In seveda, polka sem se z Rifletom, Janez Hočevar, pogovarjal in rekel, da je šlo vsem na smeh, sam po drugi strani sem se jim pa toliko smilil, ker sem bil kompletno moker in vas se tresel. Trema je pa zginila v 3. letniku, ko smo igrali ruski tekst Gorki na dnu. In takrat sem videl, da mi ta nek naturalizem, se pravi stran od nekih transformacij, pa grotesknosti, pa blaznih ulog, pa grimas, da mi ta naturalizem oziroma material, ki jo lahko človek spusti skozi sebe in jo s svojimi vzgibi naseli in pokaže. Igral sem pa enega v enem domu, ki na pol berač, tam je bil in skozi je neke zgodbe govoril. In nič ni bilo treba tako blazno, tako kot pri Molieru se tam klanjati pa skakati. Nisem se počutil idiotno po domače takrat. Bil si na svojem terenu. Ne? Tako. In sem se sprostil in dobil 10, prvo za igro, to je bilo 3., konc 2. ali 1. semester 3. letnika. In takrat se je odprla neka planjava, bom rekel. Kako vzdržuješ kondicijo, glede na to, da je igralstvo zelo naporen poklic? Ja, zdaj, ko krvite, zelo slabo. Bi bilo treba kakšno kilco dol spraviti, oziroma 10 njih. Je pa res, da kar se kondicije tiče, sem pristaš reka zdrav duh v zdravem telesu. Žal mi je včasih, da nisem se že prej več ukvarjal z umetnostjo, glasbo, plesom, ampak sem se pa športom in vem, kaj to pomeni biti v kondiciji. Treniral sem 9 let plavanja, 2 let košarke, 5 let ragbija, pa 10 let boksa. In rabil sem jaz, da če sem hotel priti do miru v sam sebi, da če sem se hotel umiriti, sem mogel zmeraj najprej ožeti telo in ožeti ga tako, da sem se počutil pretočenega, da sem se počutil močenega, da sem se počutil fit. Zdaj z leti 51 jih štejem, to ne gre več tako, kot pri 20 in s tem se moram počasi sprijazniti. Se pa še zmeraj rad vrnem v bazen. V bazenu sem 3-krat na teden, na difu, vse te športe kolektivne, kjer sem se dokazoval, sem opustil zaradi poškodb. Tako da poleg bazena je moj prijatelj še Golovec in kamor s psom grem, pa na kakšni klopci, kakšno skleco še naredim, pa malo potečem. To so. Kaj je v teatru ali pa v tem življenjskem slogu napornega? A so to vaje, študiranje vlog, večerne predstave, razbit urnik, adrenalin, stres? Kaj je kle napornega v tem poklicu? V tem poklicu jaz mislim in zmeri bom zagovarjal tezo, da najbolj stresen poklic je tist, ki ga ne maraš. Se pravi, ni večjega stresa v življenju, če ti hodiš v službo, ki je ne maraš. To za začetek, da razčistimo. Zame je to največji stres. Zdaj, če se po igralstvu, jaz zaenkrat imam rad ta poklic in ga ne menjam za drugega, je pa tako, da je ta poklic seveda rahlo schizofren, ker ti v ta nek svoj notranji mer nosiš materijale tujih usod, tujih likov. Akademija naj bi ti pomagala najti mehanizme oziroma neka pravila, bomo rekli cehovska, obrtniška, kako ti preko znakov ta material ponotraniš in ki ti pomaga tudi, da po predstavi ta material oziroma to vlogo pustiš v gledališču, ne da jo nosiš s sabo domov. Tako da ja, vrhunec dneva pri igralcu je ob 10 zvečer na aplavzu po predstavi. Normalen bioritem je, da imaš ti vrhunec dneva verjetno pred kosilom. Zakaj ga imaš pa ob 10 zvečer in tudi če bi hotel, ko prideš domov in recimo, da se partnerji, otroci ukvarjajo, so v šoli, partner recimo, da se z normalnim nekim poklicom ukvarja, ti prideš v 10:30 domov, vas
našponan, poln adrenalina, oni seveda spijo in mislim, ne moreš se uležati in zaspati. No. In to leto na leto. Dan za dnem, ja. Povprečno ima igralec, če je v formi, tam okoli 100 predstav na sezono, povprečno ima 3 študije, potem še kaj gre snemat. Ampak to je to potovanje, o katerem sem govoril na začetku, ne, da to človek hoče biti igralec, mora biti predvsem avanturist, ne, se pravi potnik, se pravi, da ni zapečkar, se pravi, da ni, da se varnega počuti v svoji koži in da naredi, ampak da je skozi na tujem terenu in da v bistvu si dovoli praznine. No? In ki šele, ko človek pride do te praznine, v sam sebi lahko to praznino naseli z liki, ki jih igraš, in to je potem to igralsko potovanje, ki pa njim grede nima z resnico nobene. Zanima me, a se ponujena vloga v gledališču mora sprejeti? A si ti si zaposlen v MGL-ju? Ja. A se vloge, ki so ti ponujene, jih moraš sprejeti? Lahko jih zavrneš? Ali so ti ponujene vloge take, ki ti pašejo na tebe? Ja, neko osnovno pravilo, standard, in to je, da se seveda vlog ne zavrača, ker ti teater in ansambl, če si del umetniškega ansambla v nekem zavodu, bi mogel umetniški direktor skrbeti in ti dajati zaposlitev. Je pa res, da čeprav vsak igralec misli, da je najboljši in da vsak igralec misli, da lahko igra vse glavne vloge, ki obstajajo v dramatiki, to seveda ni res. In slej ko prej se mora vsak sprijazniti s tem, v bistvu v kakšne čevlje lahko stopi. In velikokrat se zgodi, da igralec stopi v prevelike čevlje oziroma ima oseb občutek, da lahko več, kot drugi vejo, da lahko. In takrat ponavadi pride do kakšnih razočaranj. Res pa je, da vsak režiser, ko pride v gledališče, hoče narediti dobro predstavo, ker mu je to garant, da bo še režiral. In tukaj so režiserji tisti, ki izbirajo predvsem glavne vloge. On reče, pridem, predvsem etablirani, uveljavljeni režiserji pridejo v gledališče in reče, ta tekst bom delal, ampak glavne vloge bojo igrali ta. Sprav, glavno besedo imajo izključno režiserji. Za glavne vloge, ja. Kakšne vloge bi si pa želel igrati, ali pa kakšno delo, ali pa lik? Kakšne vloge v bistvu pašejo, ti ustrezajo? Moram reči, da tisto, kar delam zadnjih 5 let, da so mi vse pasale. In tudi, če bi si sam izberal študije, v katerih sem, bi si izbral točno te, v katerih sem. Tako da jaz sem umetniško in zadovoljen in zadovoljen trenutno v mestnem gledališču. Je pa res, da je šefica, umetniški direktor Barbara Hink Samobor, v koroni rekla in spodbujala, ker nismo vedeli, kaj bo s temi bližinami v avtorske projekte, in takrat sem napisal Človeka v morju in izkazali se je to kot blazen zadetek v polno, kar je zdaj malo naporno včasih, ampak dejstvo je, da imam to predstavo. Je bilo treba to dati sebe in se tudi preizkusiti kot avtor, kot pisec. Drugo, kar pa je, imam pa še eno na zalogi, pa upam, da se bo kdaj uresničila. Enkrat je rekla ista Barbara Hink Samobor za malo sceno, če ima kdo kakšne ideje, potrebo po izrazu, in pa sem spet razmišljati začel in sem rekel, zdaj glede na to, da sem na Poljanah, da bi 3 Poljanci naredili v mestnem gledališču predstavo Bratje Karamazovi. In to so Primož Pernat, Sebastian Kavaca in Lotus Vincent Šparvet. Zdi se mi, da imaš zelo dober spomin, tak fotografski spomin, spomniš se imena, detajlov. Kako se spoprijemaš z učenjem večje količine teksta, monologov, z gorami teksta? Imaš kakšen način učenja? Ja, prav je, da če kaj igralci niso nagnjeni k demenci, ker v bistvu preko teh vaj, ki se učenje teksta, pač treniraš spomin.
Je pa res, da je to ena predispozicija, to že kot otrok so mi rekli in tudi kasneje, da imam zelo dober spomin in spominjam se iz otroštva trenutkov, momentov, slik, ki se jih noben drug ne in to za zelo nazaj in verjetno me je to zaznamoval. Kar se pa učenja tiče, nikoli se nisem piflal tekstov in gledališka vaja je sestavljena tako, ali pa tudi filmska, da si ti tekst v bistvu pride zraven za situacijo in če je predstava, prizor, seveda veš zgodbo, del kjer si pa kot vloga, kaj je tvoj namen v vsakem prizoru, ampak teksta se spomniš glede na situacijo, se pravi, če imaš ti pravilno situacijo postavljeno, točno veš, kaj komu, v kakšnem odnosu si s kom v tej situaciji in ti že sama situacija v bistvu polaga tekst v usta. Tako da ja, v bistvu se tekst naučim, večino teksta ponavadi na vajah, s soigravci in če smo v pravilnih konstelacijah in če vzpostavimo pravilne odnose, dramske, se pravi igralske, potem tekst pride sam po sebi. A kako se odzivaš na prepoznavnost? Slabo. Ti je to v breme, ti je to moteče, nadležno ali ti To je del mojega poklica, ampak nikoli ne počnem igralstva zaradi prepoznavnosti. Ukvarjam se s tem poklicom zato, ker sem rad in poslušal in rad pripovedujem zgodbe. Včasih se mi zdijo zgodbe veliko bolj zanimive kot življenje samo in če je zgodba dobra in če ti odpira neke svetove, se mi zdi tudi poučna in vsak gledalec, ki pride v gledališče in dobi nekaj dobrega gradiva v predstavi, mislim, da to predstavo odnese s sabo domov in razmisli in mu mogoče pripomore k njegovi osebnostni rasti. Umetnost pa je namenjena osebnostni rasti. Poleg tega delovanja v teatru, v gledališču, si imel tudi 2 skoka v druga 2 poklica. En poklic je da si bil pomorščak in drug poklic je bil, da si bil vojak. Ja. Dajva najprej obdelati pomorščaka. Ja, zdaj to, jaz se bom vrnil na sprejemne izpite, ker je rekel Korun, a ti veš kaj, če boš igral, kaj to za sabo prinese. In točno to se je zgodilo, ko sem bil star 32 let, sem se začel spraševati, a je to vse, kar jaz znam. Se pravi, jaz, če se hočem izraziti, oziroma, ko me nekdo vpraša, kaj ti počneš, bom rekel, veš kaj, jaz za to, da ti pokažem, kaj jaz počnem, rabim režiserja, rabim tekst in rabim vlogo, rabim oder, rabim luči, rabim mikrofon, rabim kamero po možnosti in mi je bilo tako, kljub vsemu potencialu, od športnega do umskega, se mi je zdelo to premal oziroma se mi je zdelo utesnjujoče in frustrirajoče pri svojih 30 letih in sem rekel, to ni dost. In sem dal odpoved in sem šel izpolniti eno in potem še drugo mladostniško željo, sanjo, biti pomorc in biti vojak. In mislim, da sem naredil sem pomorsko šolo, naredil sem vojaško častniško šolo in v obeh poklicih sem bil dober. In tako, ker sem zares in po svojih najboljših močeh upravljam igralski poklic, sem bil tudi zares in po svojih najboljših močeh pomorc in zares in po svojih najboljših močeh oficir v Slovenski vojski. Zanimivo mi je bilo to, da si se z morjem oziroma s tem pomorstvom, delo na ladji, srečal že v svojih študentskih letih, ko sta šla s Sebatom potovati čez oceanke, oziroma na tovorne ladje, in ko sta si služila nekaj mesecev neke fičange. Ja, res je to. Ja. Jaz sem potoval že prej, potem sem se vpisal na AGRFT, naenkrat ni bilo več denarja, niti časa, AGRFT te kar poje
oziroma moraš, glede na to, da je letnik majhen in tudi urnik natrpan, si cele dneve na tej akademiji v bistvu in nimaš časa se s čem drugim zraven ukvarjati. Takrat sem tudi nehal pol rugby trenirati in tudi ne moreš kaj zraven, recimo, da bi kaj počel, služiti denar. In vem, v enem momentu sva se Sebatom, ker sva bila prijatelja že od najstniških osnovne srednje šole in potem pa tudi, seveda, še zmeraj moj zelo dober prijatelj, sva se začela spraševati, kako bi pa lahko človek vsem potoval, tudi če nima denarja, pa da bi si na potovanju, kjer je, ko potuje, služil denar za to potovanje. In sva se spomnili na pomorstvo, na ladjo. In res, takrat je bila še ta oddaja, kje so naše ladje. Sva poslušala oddajo, kje so naše ladje, in sva videla, da ene ladje tam po Afriki skozi pluje in vsake 3 mesece se vračajo nazaj. In sva napisala pismo kadrovskemu direktorju Splošne plovbe. Vem, da takrat sva napisala, da naju zelo zanimajo afriški plesi pa rituali. In da bi šla na njihovo ladjo, da bi midva te afriške plese in rituale videla in proučevala. In potem se je takrat kadrovski direktor naju je ukrcal. In res sva bila na prvem ukrcavanju, sem bil s Sebatom, na drugem ukrcavanju leto kasneje z enim drugim prijateljem. 2003 sem dal odpoved v gledališču, šel narediti pomorsko šolo. In 2004 sem se ukrcal v Čilu na ladjo Lucija, ki je krcala 60,000 ton in to je bila kot kadet. Ja. Kje vse sta potovala s to ladjo? Sebatom? Ja. To je bilo prvo ukrcavanje, ukrcala sva se kot mornarja, kako je bilo, ukrcala sva se v Monfalconu, Tržič, potem smo šli v Marseille. V Marseju smo nakrcali klinker, to je cement, in smo ga odpeljali v Cotonou, pa Abidjan. Cotonou je Benin, Abidjan je Slonokoščena obala. Tam smo izkrcali cement in potem smo začeli ukrcavati hlodovino in hlodovino smo pa ukrcavali v pristaniščih Ekvatorialna Gvineja, Bata, Gabon, Port Gentil, Kongo, Point Noir, nazaj grede San Pedro, Slonokoščena obala in Takoradi, Gana. In kaj sta videla tam na ladji? Pač neka fizična delavca? Ali se to, da si mornar, verjetno rabiš kakšna taka osnovna znanja, nekaj moraš znati? Ja, predvsem te ne sme dajati morska bolezen. No? Mislim, to je osnovno sito. Ja. Se pravi, da te to valjanje pa premetavanje ladja ne sme pustiti kakšnih posledic na tvojem počutju oziroma v telesu. Ne. A ste imeli kaj časa za kakšne izhode ali ste skozi pač samo delo? Ne, mi smo pluli, seveda, ko smo pluli, sva delala, ko smo pa prišli dol v Afriko po teh pristaniščih, sva si pa midva seveda vzela čas za raziskovanje teh afriških plesov in ritualov. In tukaj je ena zgodba, ki jo želim slišati, da sta prišla do neke vasi, kjer je bilo potrebno izvesti iniciacijo s pitoni. A lahko to malo bolj tako... Kje ste pa to zvedeli? To sem zvedel, ta podatek sem zvedel in zdaj bi ga želel slišati, ker Ja. Nastavek mi je bil tak, da... What? Ja, to je bilo kar zanimivo. To je bilo v Beninu in mislim, da je bila to vas Ganvije v notranjosti Benina. In ko naju je vodič pripeljal do te vasi, je bila pred vasjo ena hiška in vodič in ta nek domačin je rekel, da je zaščitnik te vasi je piton. In pred vasjo je stal tempelj pitona. In ta hiška, in potem so naju not peljali in so rekli, če ne greva čez tempelj pitona, ne bo šla v vas. Ni vstopa. Ni vstopa, tako. In kaj je to pomenilo? Zaprli so naju noter in
tam v kotu te hiške, tempelj Pitona, je bil en kubik teh kač zvitih med sabo, en klopčič velik, in naju so tam not postavili, zaprli vrata. Koliko je bil to velik prostor, tako, ki si prišel noter? No, jaz bi rekel, zdaj po spominu, seveda, Ja. pa po feelingu bi rekel ena otrož, 4x4 metre. 4x4 metre, Ja, 4x4 Majhen metre. prostor, ja. Ja, ena soba, recimo, hiška. In not so bili te pitoni in naju so tam not pustili, zaprli vrata, in ko so midva tam not stala, so seveda pitoni tudi temperaturo ali nekaj živega tam in se je ta gmota začela premikati in da so tam stali in potem so počasi te pitoni začeli po nama lest, ne, in midva sva se delala, da naju ni strah, ne. Mislim, vedela sva, da piton ni strupenjača, ne, karkoli. Ampak dobro, in sva pustila. Koliko časa je pa treba bilo biti noter? Ne spomnim. Mislim, zdaj karkoli bi rekel, bi si izmislil. Ja. Ampak dejstvo je bilo, da sva imela poseb teh pitonov, kar že nekaj, no, preden so prišli noter in so rekli, to je bila iniciacija, pitoni so vas sprejeli, ne bojite se pitonov in zdaj lahko greste v vas. Mislim pa, da se je ganvje rekli. Kakšna dela upravljaš potem tako na ladji kot mornarska dela? Mornar je v bistvu edini, on je agens na ladji, ne? Tako kot danes se mi zdi, vsi bi radi pritiskali, pa vsi bi radi bili odgovorni, pa vsi bi radi bili tehnologi, pa vsi bi radi bili za računalnikom, pa vsi bi radi bili programeri, pa to, ampak nekdo mora pa tudi delati, ne? Če ne drugega, nekdo mora za nami vse smeti nekam odpeljati, nekdo mora te ulice počistiti, nekdo mora skrbeti za razsvetljavo, tako da mornar skrbi za red na ladji. On je čistilec, on preveže, odveže ladjo, vzdržuje ladjo, vzdržuje vso opremo, da je ta v neki normalni funkcionalnosti. Vsa oprema je na morju seveda izpostavljena vetru, morju, soli, soncu in to sigurno ni blagodejno glede na to, tako da on je vzdrževalec, no? On je hišnik, on vse ve, kako ladja deluje in v kakšnem stanju je nujna oprema. No in pri tem vzdrževanju te hišne opreme se je leta 1993, 9. julija, nekaj zgodilo, ne? Nekaj takega, kar te tudi danes zaznamuje, tudi s tem, da si posledično napisal to svoje delo, Človek v morju. Lahko na hitro opiševa glavne stvari tega dogodka. Ja, to je bilo leto kasneje. Teba ta ni bilo zraven, bil je Jure in bil sem mornar na teh oceanih, na tovorni ladji. Ta ladja je bila bočna, v lasti Splošne plovbe in 9. julija 1993 ob 10:46 se je na ladji bočna oglasil alarm Človek v morju ali Man overboard. Ta človek v morju, to sem bil jaz. Padel sem med delom, ko sem odstranjeval rjo z boka ladje, iz pantalona, to je tak steber. Padel sem dol v ocean in noben me ni videl in ladja je šla naprej. In bil sem star 21 let in vedel sem, da je to konec. Če nobenega niso najdel v oceanu, ki je padel z ladje, če ga nobeden ni videl. In ladja je šla naprej. V tistih urah, ko sem bil tam sam sred oceana, sem se mogel v bistvu pri 21 letih posloviti od svojega življenja. Hkrati sem pa vedel, da bo tole kar nekaj časa trajalo, ne? Če nav hitro kakšna žival prišla, pa te odrešila. Pa me odrešila in je bilo treba ta čas zapolniti, ne, s kakšnimi mislimi. Ja, in veliko je šlo skozi glavo, takrat ne bi zdaj tako, kot si rekel, na kratko, ampak kot zaključek mogoče edin, kar upam, je to, da ko bom zares umiral, ne,
in ko bom star, ne vem, ko bom dočakal, ne, upam, da mi ne bo treba še enkrat čez vse te faze, ker mislim, da je to šablona, ko se človek zave, da bo umrl, in upam, da sem te faze pustil na Atlantiku. No, to pa govorim o jezi, strahu, samopomilovanju, iskanju Boga, iskanju nekoga, da bi se mu zasmilil, in v končni fazi, da se bom držal mera, ki je prišel. Zdaj to svojo izkušnjo in zgodbo si v sebi zakopal za 30 let. In potem, torej ta zgodba je uradno, nekako tako spala 30 let, danes jo pa uživljaš vsaj enkrat na teden. Kaj vmes se je spremenilo, da od tega spanja do... Ja, zgodilo se je to, ne. Preživeti padec v Atlantik je čudež, ne. In to je bila nesreča. To ni moj dosežek. Ljudje grejo v Himalajo plezati. Ljudje si dajo neke cilje in potem, ko te cilje izpolnejo, rečejo, da so nekaj dosegli. To, da sem jaz preživel nesrečo, tega si nisem jaz želel, niti to ne moram jemati kot svoj dosežek. Zato se mi je zdelo zelo neetično in nečastno se hvaliti in govoriti o teh stvareh, ki si jih v bistvu nisem želel. In kar je res, na ladji se nismo o tem pogovarjali, ker pomorci vejo, kaj to pomeni in so me s to temo pustili primer. Šele ko sem prišel na celino in ko so se recimo novinarji razpisali o tem, je to, tukaj na celini živimo v nekem območju trača, ne, mislim, bomo rekli, tega rumenega tiska, in je bila to nek magnet za poln neke stolpce. In jaz sem se po nekaj časa temu uprl in sem to zgodbo zaprl. Ko pa je prišla epidemija in ko je prišel ta jebeni COVID, ne, bomo rekli, je pa bilo tako, da vse, kar sem videl strah in obup okoli sebe. Videl sem še bolj asocialne ljudi, kot so že tako asocialni, čeprav mislijo, da prek socialnih omrežij so socialni, sam ko bom prvega videl, da se morata objeti ali pa poljubiti prek socialnega omrežja, šele takrat bom verjel, da to je socialno omrežje. In takrat, ko sem ta strah in obup začutil, sem rekel, da mogoče je pa to čas, ko ta zgodba lahko da upanju nek smisel, ne? In v bistvu Poljanc bi rekel, how low can you go, ne? Mislim, kako globoko gre lahko človek, preden se zave in odloči, kaj je v življenju sploh pomembno. In sem hotel reči, se ni treba v Atlantik pasti, ne? Sam v enem momentu je treba reči, ne, mislim, zakaj bojo slabe novice. Mislim, živimo v dobi, ko je edina dobra novica je reklama, je akcija. Danes je v akciji to. To je edina dobra stvar, ki jo slišimo prek medijev. Vse ostalo je slaba novica. Sem rekel, lahko nekdo mi dobro novico, eno lepo optimistično novico. Sem rekel, to je zgodba z optimističnim in koncem in zgodba upanja. A ste imeli kakšne srečanje kdaj na te ladji? Ste imeli kdaj kakšno srečanje s kakšnimi napadi gusarjev, kakšna bližnost nevarnosti v zvezi s tem? Ja, jaz sem imel. Najbolj nevarno pristanišče je bilo in opozoril sem, ampak nisem verjel, je Duala. Kamerun, ampak to v bistvu niso gusari, tako kot tamle, kot je Kapitan Phillips, mislim, da je en film. Kapitan Kluka. Ne, Kapitan Phillips je zelo, je novejši, tisti iz Peter Pan, ne, ja. Kapitan Phillips je, Tom Hanks, no, to so novodobni gusari, na gliserih pa to. V Duali so pa gusari v bistvu klošari, ne. In tam je taka revščina, ko vidiš ti, da se tepejo za tisto 1 kilo riža, pade na tla in skoči 10 ljudi. In ko vidiš to revščino, ti postane jasno. In ja, mi smo bili prevezani v Duali, v Kamerunu, v zelo, bomo rekli, revnem pristanišču z veliko temi lačnimi ljudmi.
In jaz sem bil zadolžen za provo, se pravi na premcu sem stražil, njihov watchman je na krmi in jaz priznam, sem zaspal na lancanah, na štrikih, od spredi. Na neki straži, ne? Na neki straži, kokr. In prišli so gor po skanujem nekim obstran. Da se ne sliši motorja? Ja, preveslali so in so mi splezali gor in so ukradli. Jaz sem jih videl, sem se dred začel in so vsi poskakali ukradli so cerado. Cerado na ladji. Iz te štive, se pravi pokrov. Sem rekel, kaj ti bo? No, ampak govorim, da vse, kar je cerado, so mi vredno nično. Ja, ok. A na ladji veljajo v času plovbe posebni zakoni? Prav, zakoni, ki veljajo na kopnem, predvidevam, da v plovbi ne veljajo. Tam je verjetno... Ti, ko prideš v mednarodne vode z ladjo, so edini zakoni, ki veljajo, so zakoni, ki jih da poveljnik ladje. Ti si v mednarodnih vodah, ti si v vodah, kjer nima nobena država jurisdikcije nad tem območjem in edini zakoni, ki veljajo, so pomorski zakoni. In to je hierarhija, ki je na ladji, in etika mornarska. No, in po neki etiki mornarski, seveda jaz tega dela, ki sem ga takrat, če se vrnem nazaj, ne bi smel opravljati med navigacijo, zato se med plovbo se vzdrževalnih del na boku ladje naj ne bi. Glede na to, da si toliko zelo dober pripovedovalec zgodb in da imaš kar nekaj svojih življenjskih zgodb, a si razmišljal, da bi kdaj napisal tudi kakšno knjigo? Predvsem hvala za komplimente, predvsem sem znam potem, da komplimentov ne znam dobro sprejemati, bolj kritiko. In če bi vse mislil, da sem toliko dober, ne, bi verjetno razmišljal o tem, ne, ampak zaenkrat še ne. Trenutno ne razmišljaš? Trenutno se nimam še za toliko zelo specialnega, da bi o tem razmišljal. Sem pa vesel, ko sem pisal Človeka v morju, da je bilo pisanje pritegnjeno, no, se pravi, da sem pismen, bomo rekli. Seveda, saj si Spoljan. Ja, no, tako. Dobil sem en podatek tudi, da ta tvoja zadnja predstava, ki si jo napisal, Človek v morju, da bo v prihodnosti postala tudi film. Ja, Peter Bratuša, slovenski režiser, s katerim sem snemal Gaj in svet, pa iz življenja Tomaža Kajzerja, je zagrabil to zgodbo. Ja, in glede na to, da je, se mi zdi, kar poleg tega, da je režiser, tudi zelo sposoben producent, upam, da mu bo ratal nabrati in zaključiti finančno konstrukcijo, da bo zgodba na to temo dobila tudi filmsko obliko. No in zdaj se lahko pa še obrnemo malo proti tvojemu drugemu skoku v poklicih, to je pa biti vojak. Zaposlen si bil v Slovenski vojski kot podčastnik. Kot častnik. Ja, dejstvo je, da, kot sem rekel, dva poklica sta še bila. Predvsem v umetnosti, ne, se večino časa ukvarjaš z metaforami, z paralelnimi svetovi, z simboli, bi rekel Carl Jung. In mene ta svet zelo privlači, ne, obenem ti pa reže tla pod nogami. In vojska in pomorstvo sta stroki, kjer beseda pa nekaj šteje in nekaj, kar je izrečeno, ima svojo težo. In če si oficir in če si na ladji, ko nekaj izrečeš, za izrečenim je treba stati. V umetnosti, ko nekaj izrečeš, vstopaš v polje asociacij. Se pravi, vstopaš v polje domnev. In to ni rečen, da je v realnosti izvedljivo, kar ti rečeš, v čemer se ti pogovarjaš. Lahko po domače se temu, lahko bluziš neki temi. V pomorstvu in v vojski bluza ni. In kot neko ozemljitev samega sebe, lotosa,
sem ta poklic rabil. In naredil sem častniško šolo in res je, do septembra 22, do pred 5 mesecev, sem bil pripadnik Slovenske vojske, bil sem nadporočnik, bil sem namestnik poveljnika čete gorskega polka, 132. gorskega polka v Bohinjski Beli. Orožje me ne privlači, nikoli me ni, me je pa privlačila uniforma. In to zato, ker imam občutek, da danes je zelo pomemben vtis. In se mi zdi, da vključno z vsemi aplikacijami, pa všečki, pa to, kar leti ven ljudem po ekranih, po iPhonih, po teh telefonih, je večino stvari obremenjena z vtisom. Kakšen vtis človek naredi na drugega. In to je nekaj, kar mene zelo bega, ko da človek, da je neka skupina ljudi, gor uniforme, se nehamo ukvarjati s tem, kako je kdo našminkan, kako kdo zgleda, kaj ima kdo oblečen, koliko ima kdo na tekočem računu in s kakšnim avtom je prišel. Vsi smo si enaki. Tako. In je to neko izhodišče, ki mi je všeč in skrbimo drug za drugega. In kot poveljnik sem se v bistvu počutil kot en koreograf. Koreograf, ko sem koreografiral to četo, oziroma to so preverjene seveda koreografije v zgodovini vojskovanja, kako te koreografije omogočajo, da se te ljudje, ki imajo to uniformo gor, ta enota, počuti varno. In ko se ta enota počuti varno, ko vsak za drugega ve in ko ima vsak svojega, ki ga čuva in ki mu krije hrbet, kar je tudi v življenju, se mi zdi dost pomembno, da imaš nekoga, da ti krije hrbet. Takrat ta enota deluje homogeno in ni čutiti strahu. In ko taka enota pride med svojo, jaz sem teritorialc, domoljub, se pravi, mene nikoli ni zanimalo iti z uniformo s slovenskim grbom preko Kolpe ali pa Karavank. Ko pride ta enota nekam, kjer je panika, strah, ali zaradi naravnih nesreč, ali pa Bog ne daj zaradi česa drugega, imajo tudi tisti, ki vidijo to enoto, ki jih ni strah, mogoče tudi že sam s to koreografijo pomiriš tiste ljudje, ki pa mogoče jih je zajela panika. Kdaj si pa imel ta čas za prekvalifikacijo, za učenje pomorca in za učenje počasnika? Kdaj je bil ta čas? Pred 32 letih sem dal odpoved v gledališču in ko sem šel na ladjo, ko sem naredil pomorsko šolo, sem res mislil, da bom pomorc. In je bila to neka zavestna odločitev in neka fiksna ideja, da grem tja. Ampak v 2004 pomorstvo ni bilo več isto kot 93. Ko se je celina spremenila, se je tudi pomorstvo. Na ladji, ki je bila 3-krat večja, je bilo 2-krat manj ljudi. Vsi se ukvarjajo s profitom. Bila je važna računica, kako s čim manj ljudmi narediti čim več, čim večji efekt. Ni se več hodilo v mesto, ni se več stal, vse je hitro. In ko sem pa na koncu, pol še, ko sem bil na ladji, videl pomorce, ki so se izkrcavali takrat, ko so me za teh par ur, ko več itak ne moreš. In ta prvo, kar iščejo, je shopping center, sem rekel, da to ni več to. Ne. Romantični časi so odšli. So odšli, tako na morju kot na kopu. Želel bi pa še slišati tvojo vojaško izkušnjo, ko si moral dezertirati Slovanske ljudske armade v 91. letu. Kako je bilo? To je bilo tako, da takrat, to imajo in levi in desni prav, ne, da takrat je bil edin čas, ko smo bili povezani. Je nostalgija po nekem kulturnem prostoru, vsaj kar se glasbe pa športa tiče. Še zmeraj se mi zdi, da bolj pripadam slovanskemu bazenu, če ne drugega po jeziku, pa po nekemu občutenju sveta, bolj kot germanskemu, pa me lahko ne vem kdo prepričuje, da so mi Avstrijci pa Nemci bliže, da sem jaz Evropejc, ampak meni so še zmeraj in Srbi in Bosanci in Hrvati in Dalmatinci bliže kot Avstrijc pa Nemc, pa me lahko zato prebijete kdorkoli kamrče. In in jaz sem se znajdel, tako kot vsak 18-letnik leta 90, prav
proti svoji volji, seveda sem mogel iti služiti v Jugoslovansko ljudsko armado. In prve pol leta sem služil, bil sem pripadnik vojne policije, so me določili, to so posebne enote, zaradi verjetno športa, pa to. Bil sem dost fit takrat in po pol leta marca sem dobil prekomando v Niš. Tako da me je vojna zalotila kot poveljnika straže v poveljstvu 3. vojne oblasti. Jugoslavija je bila razdeljena na te vojne okraje, Niš je bil središče, center 3. vojne oblasti. In takrat je bil moj poveljnik general Anton Tus, ki je bil Hrvat. In šlo je za razpad Jugoslavije. In ko se je vojna začela, sem bil jaz vojak, poveljnik straže v poveljstvu. In dejstvo je bilo, da je Beograd, edini dostop smo imeli do televizije Beograd, takrat je bila TV Ljubljana, Zagreb po mestih, ne Slovenija. Nismo imeli dostopa do informacij. In Beograd, TV Beograd, vem, da je produciral informacije, da so provokacije na granici. Se pravi, kakor da Avstrijci nekaj manipulirali so, ja. Ja, da se nekaj dogaja, ampak da Avstrijci nekaj tam provocirajo. Potem sem pa enkrat po noč gledal Jutel, je bila ena tudi televizija takrat, Sarajevska, ki je bila v tej mojih okoliščinah tam v Nišu edina, recimo približno dosegljiva po objektivnosti. Je bila pa po noč ob 3 podaja tega Jutela. In ti si prav vstal in itak sem bil poveljnik straže, kar pomeni, da imaš te izmene. In sem to gledal in videl, zakaj se gre. In takrat, to je bilo 27.6. in takrat sem pol poklical domov. Zdaj sva točno v času, ko je že en dan v Sloveniji vojna. Ne? Tako. Ja. In mi starši to potrdijo. Jaz sem potem rekel mojemu pokojnemu očetu, mi lahko prinese civilno obleko dol, da bom zbežal. In oče je zbral seveda nekaj denarja, kakor ga je rabil, in je prišel v Niš z vlakom in mi prinesel civilno obleko. Jaz sem svojemu poveljniku tam rekel, da seveda jaz sem Jugoslovan, saj sem dal zakletvo tej armadi in da pride oče na obisk in da bi midva prišla k njemu, k temu poveljniku na obisk popoldne, ne, če bi naj jo sprejel, ne, da očetu moram nekaj pokazati tukaj v Nišu, ampak ko naj jo je on pričakoval pri sebi doma na kosilu, ta poveljnik, sva bila midva že v Beogradu, v civilni obleki. In potem tam, to je to, ko to bereš, jaz sem to bral, ne, in te poslušal tudi v nekih oddajah, ko to bereš, to je tako kot film. Ne. Tam sta se skrivala, ti prinesel obleko, si se obleko. Ja, zanimivo je bilo, jaz sem bil vojna policija in točno sem vedel, takrat so potekale že mobilizacije v Srbiji, tam tako, ko je bilo na hrvaškem ustaštvo kot nek pojem narodne pripadnosti, domoljubnosti, čeprav zame je med domoljubjem pa nacionalizmom velika razlika. Tam je bilo pa četništvo, ne, in so te zaraščeni tam hodili dol iz vseh vasi na veliko mobilizacijo, kao pokazati, čemo Slovencima. In kot vojna policija sem vedel, katere linije se kontrolira. In seveda nisva šla na vlak v Niš, ampak sva nekimi taksiji najprej prišla do Aleksinca in pol z nekimi lokalnimi linijami sva se nekako prebijala do Beograda in v Beogradu vem, da sva šla na Sava Express, se je takrat rekel, vlaku Beograd-Ljubljana in mislim, da je bilo to zadnja ta linija vozila Sava Expressa in vem, da smo tam pri Vinkovcih pa Vukovar je tam že stali, ker se je tudi na Hrvaškem. In potem prideš ti v Slovenijo, pribegnil si v Slovenijo in se takoj javil. Ja, zato, ker še preden sva midva prišla domov, je ta poveljnik, ne, ta Narajič, že klical, ker mu je postal jasen, kaj sem naredil, ne. Je že klical mamo mojo in grozil, ne.
nisem grozil. Rekel je, da ve, kaj sem naredil, da to je napaka, kar sem naredil, ampak če pridem takoj nazaj, da bo vse v redu. Če pa ne pridem, me bo pa vojna policija pač iskala in to. In v bistvu iz ljubega miru, predvsem pa, da bi ves ta strah, ki so ga povzročili pri starših, pa to sem se pol jaz naslednji dan, oziroma čez 2 dni prijavil teritorialno. In za to udejstvovanje, pač karkoli že bilo, a ne, v tistem času si pač bil pred kratkim tudi odlikovan od bivšega predsednika Republike Slovenije, ne, Boruta Pahorja. Ja. Deva se oddaliti od te vojske, pa samo še nekaj bolj lahkotnejše stvari, pa da zaključiva ta najin pogovor. Omenjaš, da si, deva te športe tvoje. Boks, treniral si koliko časa boks? To prav na tekmovanjih? Ne, mislim, jaz sem veliko sparingov imel, treniral sem v boksarskem klubu Ljubljana, moj trener je bil Saša Taraniš, selektor boksarske reprezentance in v boksu pač neko imel v Sloveniji. Zgodba se je začela tako, da meni se zdi 2003, so me povabili k snemanju filma. Povabili so me k snemanju filma o bokserju. In jaz sem rekel, moj prvi spomin, ki ga imam v življenju, pa sega, sem bil star 3 leta, 2 leti pa pol, se spomnim, da sem pred dedku pa pri babici gledal boks, ker so vsi navijali za Alija, Mohamed Alija. In leta 1974 se spomnim točno, kje kdo sedel v tisti sobi, smo gledali Rumble in the Jungle, oziroma v Kinshasi, dvoboj, cela familija zbrana po noč, dvoboj med Mohamed Alijem in Georgeom Foreman. In z boksom sem bil nekako, zmeri mi je bilo blizu, ne bom se neki na glas govoril, da so tudi te časi ulice neki za sabo prenesel. Ne. Jaz sem rekel, bom igral tega bokserja, ampak če bom igral bokserja, bom jaz to delal tako, kot se dela, ne bom tam neki po svoje. In seveda edini pravi naslov je bil seveda najbolj, bomo rekel, profesionalni bokserski klub v Ljubljani, je bil bokserski klub Ljubljana in res so me vzeli pod okrilje in sem rekel, 2 meseca bom treniral, pol gremo pa snemati. Meni so bili te treningi boksa tako kompleksni, tako celostni, da sem ustal pol v boksu, ja ne vem, po moje 15 let, 13 sigurno. In ne gre za to, imel sem, kakor je Sašo potem, lahko bi imel tudi dvoboje resne, temu sem se odpovedal, ker to ni bila moja športna karijera, ampak mislim, da v boksu človek razčiščuje vso svojo jezo in vse svoje strahove. Če se v boksu greš tepst. A je boks pretepanje? Boš pretepen. To sem drugi del stavka. Če je pretepanje zate, boš tam pretepen. Boš dobil, ja. Tako. Če je pa to zate veščina, boš pa z veščino delal gosposko. In boš gosposko dobival ali pa zgubljal. Rad si izbiral take športe, kjer je kontakta zelo veliko. Rugby, rokomet. Rokomet nisem treniral, igral sem za... Rad si v neki akciji, v moških športih. Ja, eni pravijo, da je to nek kompleks, eni pravijo, da je to neka potreba po dokazovanju. Predvsem je tukaj seveda velika tekmovalnost. Predvsem, če zdaj pogledam za nazaj, mene je moglo zmeri malo boleti. Če ni bolel, ni bilo v redu. Pač takšen sem in to pridemo pol do tizga. Če nisem užel telesa, tudi nisem bil meren. Če ni malo bolel, tudi ni bilo v redu. Z tvojim kolegom Primožom Pirnatom in pa Iro Ratej ste svoj čas skupinsko hujšali. Ojojoj. Ja. Kako je bilo s tem? Ja, efekt seveda se ne vidi. Ja. Oziroma smo potrebni spet kakšne stave. Gre za to, da imamo vsi trije težavo. S telesno težo? S telesno težo, seveda. Ker v življenju pri nas obstajata samo 2 faze. Ne? Ali živiš, ne?
ali pa hujšaš. Ne? Ker ko živiš, se rediš. Ne? Ker življenje je seveda konzumiranje prekomerno dobrih stvari skozi usta. Ne? In temu je bilo treba v enem momentu, ko so te dimenzije postale pač res neokusne, narediti konc. In nismo vedeli, kako se tega lotiti, na kar prvič smo to še s pokojnim Šugmanom delali, ki je bil tudi nagnjen k debelosti, bomo rekli, oziroma k prekomernemu jedenju. In potem smo naredili stavo, ki smo jo šli uveriti k notarju. Ne? In to je bilo kar smešno. Notarka, ne vem, katori je to, in smo rekli, koliko bi ti vsak je določil težo, to so bile kar radikalne, se pravi, koliko je to bilo minusa dol? Koliko je to -10, -15? Ja, jaz sem imel -20, Primzi -25 kil, Era -15. Ne, v takih težah v roku 3 mesecev, recimo. Ne, to se pogovarjamo, 4 mesece. In mi smo šli k notarju podpisati, da bomo to težo dosegli čez 4 mesece na določen datum. In kaj pa, če to težo ne dosežeš, ne, je pa tako, da vsaka kila, ki bo tisti dan, ko bomo k notarju prišli, se seveda spet stehtati, bo stala 1000 evrov v dobrodelne namene, ki jih bo določil notar. Notarka, ne vem katori. In mi smo pač to stavo podpisali pri notarju. Pa ste hujšali ko nori. In smo hujšali ko zmešani. In mi smo čez 4 mesece prišli k notarki v pisarno. In ker je bil dvom, seveda, smo se slekli dogati, ker je vsak gram je bil denar. Vsak gram je bil faktor, je bil denar. In videti to veselje, vsi smo zmagali, ampak videti to veselje, Primzi je odpiral okna na ulico, se veselil, skandiral, to veselje teh otrok, ki so dosegli želeno težo, to je bilo nekaj tako bizarnega, tako smešnega, in to v pisarni na notarijatu se je to dogajalo. Je pa res, da smo vsi veliko shujšali, ampak smo se pol vsi nazaj zredili plus še kakšno kilo zraven. Tako da, ne vem, ta hitra hujšanja, ne. Važna je bila pot. Pot je pa bila in tudi izkušnja in tudi mislim, da se bomo vsi zmeri nasmejali, ker smo spominjali teh. Ker sva že proti koncu, dajva zaključiti z morjem. Ti imaš neko barkačo in se s Sebastianom rada res je, sta na morju, jadrata ali to je družinska zgodba, se pravi Špele, Brunota sina. To smo na enem vrtu v Osorju enkrat videli eno razpadajočo leseno pasaro. In smo rekli, glede na to, da smo vsi ljubitelji starin in nekih nežnosti in romantik, ki jih starine sproščajo v človeku, vsaj meni Ikea pač ne dela me srečnega, bomo rekli, ta estetika, ampak pustimo to. No, in mi vidimo to barko tam na enem ranču in se z lastnikom, ki ga poznam, tudi moj ime Bruno, odkupam to ogrodje od te barke in se spravimo k restauraciji. In smo restaurirali staro ribiško leseno pasaro, vključno z motorjem, in ta pasara je zdaj privezana v Osorju. In res je, pred kratkim sva šla s Sebatom prvič za 2 dni dol loviti lignje. In žal je pihala burja, tako da nisva izplula, sva pa samo zagnala motor, pa obrisala vso vodo ven iz barke. Je pa Seba ujel prvega ligna v življenju in to je skopljika. Ja. Super, s tem bi zaključil najin pogovor. Lotos, najlepša hvala za sodelovanje na Poljanskem kavču, bil si izvrsten gost. Hvala. Mi pa se gledamo kmalu z novim gostom na istem Kavč kanalu. Čauke! Zdaj te bom pa še vprašal, kje si dobil tako lepo ime, Lotu? Ja, to pa imamo.
Ja, ne vem. Samo to. Ja, študentsko naselje, leto 71, moje tipijada, ne vem. Dekadenca, Power ja. Flower. Ja. Pa drugo, to mi ni uspelo, potem pa drugo, ko se v teatru malo poveselite, mogoče malo spiješ, rad ljudi vrtiš po rokah. Ja, nad glavo, helikopter. Nad se glavo. reče. Helikopter. To pomeni izražanje ljubezni, to so lahko tudi naključni ljudje. Ampak ja, to je neka potreba po Rvanju, po bližini. Aha. Enkrat mi je ena rekel, mogoče bi ti želel, da tebe kdo tako dvigne, ne? Vse ni to nič nasilnega, ni v tem. To je izraz neke ne ljubezni, ampak neke naklonjenosti. Nikoli nisem dvignil človeka, ki ga nisem maral. Ja. Prav vsakega, ki sem ga dvignil, sem imel rad. Super. Ja. Helikopter praviš. Helikopter. Helikopter.